Katarina Kač in Andreja Hari iz Narodne in univerzitetne knjižnice bosta predstavile dela izven pravnega prometa v luči avtorske zakonodaje in knjižničarske prakse. Andreja in Katarina, izvolite. Hvala, Polona. Torej, lepo pozdravljeni, moje ime je Katarina Kač, prihajam iz NUK, kjer sem tajnik knjižnice. Skupaj s kolegico Andrejo Hari vam bova danes predstavili uporabo del izven pravnega prometa. Jaz bom na kratko predstavila pravne okvire uporabe teh del, Andreja pa bo nadaljevala s predstavitvijo, kako smo se tega v praksi lotili v NUK. Torej, dajmo se za začetek odgovoriti na vprašanje, kaj sploh pomeni izraz dela izven pravnega prometa. Za dela izven pravnega prometa štejejo dela, za katera vemo, da so še pod avtorsko zaščito, pod avtorsko-pravnim varstvom, vendar pa je dostop do teh del zaradi razprodanosti otežen. Razprodanost sama ugotavljamo z razumnim prizadevanjem preverjanja po običajnih trgovinskih kanalih. To se zdaj sliši zelo pravniško, ampak bom pa v nadaljevanju pojasnila, kako to poteka. Med razprodana dela pa lahko sodijo tudi neobjavljena dela, če z njihovo uporabo ne posegamo v moralne avtorske pravice. In če delo identificiramo kot razprodano delo, lahko po določenem postopku delo digitaliziramo in ga damo na voljo javnosti, torej ga objavimo. Zakaj pa je to pomembno za knjižnice oziroma kakšen je namen te izjeme? Predhodna pridobitev dovoljenja imetnikov pravice je lahko zelo dolgotrajen in težaven proces, hkrati pa lahko sklepamo, da za objavo razprodanih del ne posegamo v nek tržni interes, saj je njihova komercialna dostopnost omejena ali pa se delo sploh nikoli ni komercialno izkoriščalo. Zato so bili sprejeti ukrepi oziroma pravni okvir, ki nam olajša nekatere načine uporabe razprodanih del. In ker je v naših zbirkah ogromno takega gradiva, ki je še vedno relevantno za raziskovanje, za študij, za katerekoli druge namene, pa ga ne moremo digitalizirati, objaviti in ga tako širše dati na voljo javnosti, saj rečemo pravno zaklenjeno, izposoja in dostop do dela pa je zaradi razprodanosti omejena, nam ta pravna izjema sedaj omogoča, da delo naredimo dostopno. Na ta način lahko uresničujemo naše temeljno poslanstvo, saj omogočamo dostop do znanja zakonito, varno in trajnostno. Poglejmo si pravni okvir za to izjemo. Izjema temelji na direktivi Evropske unije 2019/790 o avtorskih in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Rečemo ji tudi DSM direktiva. Sprejeta je bila leta 2019, v Sloveniji pa smo jo implementirali v naš zakon o avtorskih in sorodnih pravicah oktobra 2022. To urejajo členi 50e, 50f in 50g in na tej podlagi je ustanoven za varstvo kulturne dediščine, torej tudi knjižnica. Pri nas omogočena uporaba del izven pravnega prometa pod pogoji in način, kot ga določa zakon. Tukaj bi omenila še dve posebnosti naše zakonodaje. V Sloveniji se nismo odločili uzakoniti presečnega datuma. To je datum, ki bi določal letnico, do katere so dela domnevno razprodana. To pomeni, da moramo čisto za vsako delo preverjati razprodanost oziroma če je razpoložljivo na trgu. Tudi če je bilo izdano recimo leta 1960 in vemo, da ni bilo ponatisa, za vsako delo, ki ga objavimo, moramo voditi evidenco. Posebnost pa je tudi ta, da pri nas zaenkrat nimamo reprezentativne kolektivne organizacije za upravljanje pravic na tem področju, kar pomeni, da je uporaba del v okviru te izjeme brezplačna, torej se ne plačuje nobenega nadomestila ali licence. In kakšni so pogoji za uporabo razprodanih del oziroma del izven pravnega prometa? Najprej moramo preveriti, da je delo del naše trajne zbirke. Torej, to pomeni, da ne moremo digitalizirati in objavljati del drugih knjižnic. Delo pa mora biti tudi vezano na evropski prostor. To pa pomeni, da mora biti izdano v državi članici Evropske unije. Vse, kar je izven tega, ne paše pod to izjemo. Kar se nekomercialne uporabe tiče, delo digitaliziramo, ga damo na voljo javnosti na spletni strani, ki pa ni komercialne narave, torej ni namenjena doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi. Pri nas zato uporabljamo spletno mesto digitalne knjižnice Delib. Seveda moramo ugotoviti, ali je delo razprodano in o tem voditi dokumentacijo. Zakon in direktiva pravita, da
preverjanje poteka po običajnih trgovinskih kanalih. To so recimo knjigarne, spletne strani založb in podobno. Razni antikvariati, oglasi na Bolhi z rabljenimi knjigami, to ne šteje za običajen trgovinski kanal in nam tam ni treba preverjati, ali je delo dostopno. In pa še geografska omejitev jo je treba upoštevati, saj so dela lahko dostopna izključno v državi, v kateri ima ustanova za varstvo kulturne dediščine, a ne knjižnica, sedež. Kako poteka postopek objave? Jaz vam bom zdaj na kratko predstavila pravni okvir, konkretno vam bo pa na primeru to pokazala Andreja. Kot smo omenili, je treba najprej preverjati razpoložljivost, a ne. Preverja se, ali je delo razpoložljivo na trgu, gre za razumno prizadevanje preverjanja razpoložljivosti. To je precej bolj enostaven postopek kot skrbno iskanje, ki ga imamo pri osirotelih delih. Preverjanje tukaj je enkratno, torej ko ste enkrat preverili, da dela na trgu ni, ste s tem zaključili, a ne, izpolnili ta pogoj. Potem pa na portal Evropskega urada za intelektualno lastnino, EU IPO, vpišemo podatke o delu, ki so potrebni za identifikacijo dela, pa podatek o načinu uporabe dela, torej ali gre za licenco ali izjemo. Ta portal deluje kot neka oglasna deska, na kateri v bistvu mi napovemo našo namero, da bomo delo objavili. In na portalu ima avtor oziroma imetnik pravic na tem delu tudi možnost, da svoje delo izključi iz te izjeme in nam prepove, da bi delo digitalizirali in objavili. Na portalu ti podatki čakajo 6 mesecev in če se v tem času imetnik pravic ne oglasi, delo objavimo na spletu, pri čemer moramo navesti vir in pa avtorja. Tukaj bi rada posebej poudarila, da gradivo še vedno ostaja avtorsko zaščiteno, a ne. Mi s tem postopkom ni prišlo v javno domeno in mi sicer delo lahko objavimo, ne moremo pa odobriti neke nadaljnje uporabe oziroma ta lahko poteka le v okviru avtorsko-pravnih izjem, kot so citiranje, raziskovanje, poučevanje in kaj podobnega. Pa še to bi dodala, da avtor lahko kadarkoli izključi uporabo svojega dela, ne samo v teh 6 mesecih, torej tudi, ko je delo enkrat objavljeno, pa potem enkrat vmes avtor ugotovi, da pa ne želi, da je njegovo delo objavljeno, na ta način nas kontaktira in mi potem to delo umaknemo. Preden predam besedo Andreji, bi pa samo še zaključila, da smo razprodana dela v NUK prepoznali kot odlično priložnost za nas. S tem smo povečali dostop do gradiva, lahko tudi digitaliziramo in dajemo na voljo javnosti redka in ogrožena gradiva, s čimer jih tudi ohranjamo, a ne, ker jih potem fizično ni potrebno več izposojati. Na ta način tudi zasledujemo cilje odprte znanosti in pa dostopnosti različnim skupinam uporabnikov. Seveda pa to tudi razbremenjuje postopke razčiščevanja avtorskih pravic, ki, kot sem že omenila, so lahko zelo dolgotrajni, včasih pa tudi neuspešni. To dojemamo kot orodje, s katerim v knjižnicah ponovno oživimo nekatera pomembna, pa mogoče že malo pozabljena dela, pri čemer ne kršimo avtorskih pravic. Hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Da nadaljujem mogoče malo bolj praktičen vidik teh postopkov, ki smo jih začeli izvajati v NUK-u v lanskem letu. Kot prvo bi izpostavila kriterije za oblikovanje seznamov, ki jih potem uvozimo na sam portal, evropski portal. Torej kriteriji, kot je že Katarina omenila, prva točka za vsako gradivo, ki ga pregledujemo, je to, da preverimo, ali je gradivo dostopno v naši zbirki. Potem v drugi točki že preverjamo možnost nakupa, ali je gradivo možno kupiti, kakšen je status avtorskih pravic. Včasih dobimo tudi kakšen tak seznam, da moramo še preverjati, ali gre za dela v javni domeni ali so še vedno avtorsko zaščitena. Potem, ali je delo izšlo znotraj članice Evropske unije. Za naše področje se mi zdi, da je zelo moramo izločiti določena dela, sploh recimo iz Srbije ali pa Bosne in Hercegovine, kar je kar veliko gradiva iz tega področja, iz teh držav. Potem preverjamo obdobje izdaje, kdaj je bilo gradivo izdano, ali obstaja tudi nova izdaja. Mogoče tudi presojamo, ali bo v bodoče tudi kakšna nova izdaja izšla. Potem
Malo tudi prihaja do razlik pri različni vrsti gradiva, zdaj ali imamo monografijo, serijsko publikacijo, mogoče tudi delo enega avtorja ali dela več avtorjev. Potem za samo naravo gradiva tudi mi smo pozorni, ali gre za gradivo, ki je zelo popularno, ali je gradivo redko, ali pa, kot je omenila Katarina, ni bilo nikoli v prodaji. In pa seveda glede na vse te kriterije presojamo malo tudi stopnjo tveganja, ali imamo nizko stopnjo, srednjo ali visoko. V primeru, da je recimo višja stopnja tveganja, mogoče včasih raje rečemo, ok, tole ne bomo vključili na izjemo razprodanih del. Omenila sem malo preverjanje stanja avtorskih pravic, presojanje, ali gre za javno domeno v primeru 70 let po smrti zadnjega pokojnega avtorja, v primeru, da gre za več avtorjev, ali v primeru pokojnega avtorja, recimo so tudi primer Skejt Jakob, recimo 1912 je umrl in je že v javni domeni in je lahko gradivo prosto dostopno in ni potrebno sploh vključevati v izjemo del izven pravnega prometa. Zdaj, pri zaščitenem gradivu, ko je pa gradivo še pod avtorsko pravo, se počasih prihaja do težav, ko ali imamo podatke o letnicah rojstva in smrti avtorja, ali pa imamo mogoče pomanjkljive podatke. In recimo v primeru pomanjkljivih podatkov avtorska zaščita se še toliko časa nadaljuje, dokler v bistvu ne pridobimo znane letnice smrti. In v takem primeru je zdaj recimo te dva primera, Gradnik Alojz in Pak Mirko, sta recimo oba taka, ki smo jih vključili med dela izven pravnega prometa. Potem preverjanje pravnega prometa, mogoče ena najbolj pomembnejša zadeva v celotnih postopkih. Imeli smo prakso komunikacije z distributerji. V tem primeru se je v bistvu oddelek za nabavo večinoma z njimi komuniciral, kjer smo pridobivali informacije, ali je gradivo možno kupiti. Imeli smo tudi primere individualnih komunikacij z založniki, ali se je založnik sam na nas obrnil, ali smo pa mi v bistvu njih povprašali. In včasih tako dobimo tudi hitrejše in bolj specifične in tudi bolj natančne informacije, ali je gradivo še vedno naprodaj ali ne. Potem pa pridejo v upoštev tudi spletne knjigarne, Google iskanje, kjer recimo dobivamo neke dodatne informacije, ali je knjigo možno kupiti. Nekatere spletne knjigarne imajo tudi recimo že označeno recimo razprodano delo, ali pa piše ni zaloge, recimo v takih primerih, to je za nas en tak ključen podatek, ki ga potrebujemo. Kot je omenila Katarina, ne upoštevamo pa antikvariatov, spletne prodaje in pa moramo voditi evidenco pregledovanja. Zdaj recimo trenutno stanje za letošnje leto je takšno, da smo si letno zastavili količino del na številko 500. V bistvu smo to številko že presegli, saj smo letos jih podatke uvozili za 750 del že približno. Vključili smo večinoma akademska dela, kot je študijska literatura iz različnih fakultet. Serijske publikacije, 4 serijske smo vključili. Vključevali smo dela, ki so že prek letnega načrta bili digitalizirani ali pa smo jih dodatno šli v digitalizacijo. Potem smo pregledovali že sam portal Delib, ker so na portalu objavljena starejša dela, ki so še avtorsko-pravno zaščitena, ampak smo poskušali njihov dostop odklepati. In pa recimo vključili smo tudi doktorska dela, neke starejše doktorske dizertacije, katere smo tudi že vključili na seznam in bodo v bodoče odklenjene. Zdaj mogoče malo bolj praktičen vidik, vodenje poizvedbe poteka celotna zadeva poteka v Excelovi tabeli, kjer beležimo vodenje poizvedbe, datum in opis, recimo kaj se dogaja, kdaj je bila razprodanost preverjena, kje je bila preverjena, s kom smo se dogovarjali. Celotno, vse, kar je pomembno, se zabeleži v ta prvi stolpec.
Potem URN podatek iz DLIB-a, datum, kdaj smo na portalu objavili, ker se potem šteje 6 mesecev, torej približno september, kdaj, v tem primeru, kdaj bo gradivo prosto dostopno. Izpišemo tudi vsak zapis na EUIPO portalu, dobi številko in pa povezavo, kar bom kasneje pokazala, zakaj nam izpisovanje tega tudi prav pride. V nadaljevanju je pa v bistvu ena taka zelo kačasta razpredelnica. Za vsako knjigo posebej moramo voditi posebne določene podatke, od Cobiss ID, naslova, za kakšno delo gre, kdo so avtorji, Conor ID, jezik, v katerem je knjiga napisana, za katero vrsto gradiva gre, kdo je založnik, letnico izida, državo izida, in recimo trajno povezavo do Cobissa potem tudi na koncu. Zdaj recimo te podatke mi uvažamo masovno, zato se ta prejšnja Excelova tabela pripravi, kar je veliko lažje, saj lahko uvozimo večje količine podatkov naenkrat. Zdaj trenutno na portalu 1043 del in tudi sami, ko imamo odprte svoje podatke, recimo tudi lahko vidimo, kdaj smo nekaj uvozili in v kakšnem stanju je, recimo, če so bile kakšne napake, da smo jih mogli popravljati, in drugo. Potem pa recimo še za na koncu prikažem, kako tovrstna dela izgledajo, potem ko so objavljena na DLIB-u. Zdaj, pomembno je izpostaviti, da levo spodaj pod PDF in tekst te datoteke smo dodali povezavo, kjer si lahko vsak pogleda, kaj točno pomeni delo izven pravnega prometa, in vsak tovrsten zapis dobi to povezavo. Dodatno, kot je Katarina rekla, delo je še vedno avtorsko zaščiteno, zato pravice ostanejo označene in copyright. In pa zakaj rabimo tiste številke in pa povezave, je pa zato, ker EUIPO podatek, številko in povezavo direktno na zapis tudi priložimo vsaki knjigi posebej. In pa ker je izjema samo omogočena na ozemlju Slovenije, smo uredili tako, da dostop do tovrstnih del je omogočen le prek slovenskih IP naslovov. To bi bilo iz najine strani, če bo pa kakšno vprašanje še ali pa kaj podobnega, pa pač kar z besedo. Andreja, eno vprašanje je bilo, in sicer Darja Urbanec sprašuje, na kakšen način preverjate status avtorskih pravic samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi ustanovami, na primer za manj znanje ilustratorji in podobno? Zdaj, jaz recimo večinoma te stvari pregledujem in običajno si največ pomagam sama, oziroma s Cobissom si recimo pomagamo, kjer so zavedeni podatki. Trenutno za manj znane mogoče osebe bi mogoče še potrebovali kakšno usmeritev, no. Tako da, če mislim, tole predlog, recimo, če s kom sodelujemo, trenutno nismo še zaenkrat sodelovali. Andreja, Katarina, najlepša hvala. Zdaj, če ni več vprašanj, hvala za tole predstavitev, izčrpno, pa da vemo tudi, kaj se dogaja na tem področju.